Ta rebalans je posledica dejstva, da je Ministrstvo za finance moralo občini Šentjur povedati, da je nepravilno in brez soglasja najemalo kredite. Zato se sedaj pri rebalansu povečuje dolgoročno zadolževanje v višini 1,7 milijona evrov. Občinska uprava je pri predlogu proračuna marca letos to morala vedeti, vendar je to zatajila in trdila, da so vsa najetje kreditov v soglasju z Ministrstvom za finance. Tako je skupno dolgoročno zadolženost občin Šentjur v višini 4,3 milijona evrov. Samo vprašamo se lahko, koliko je še takšnih okostnjakov v predaljih. Potem, če mogoče še malce bolj podrobno pogledamo to zadevo, gre seveda za kratkoročni kredit, ki je bil najet v preteklem letu. Nekateri svetniki smo pri sprejemanju proračuna opozarjali, da gre dejansko za dolgoročno zadolževanje občine, vendar je bilo vehementno zatrjevano, da temu ni tako. Zdaj se je dejansko ta zadeva pokazala in občina Šentjur svojo zadolženost na nek način še poglavlja. To se nam v bodočih letih še kako, po mojem prepričanju in mnenju, poznalo. Hkrati je treba tudi poudariti, da je dejansko kompleten rebalans namenjen zgolj in samo tej temi. Ostalih podatkov, kateri bo verjetno kolega Polnar še kaj dodal, ni. Gre tudi še za menjavo enega stanovanjskega kredita, vendar ta stanovanjski kredit je v višini, vsaj po mojih podatkih, ki jih imam, 220 tisoč evrov. Povedal bi še eno stvar, da te moje besede oziroma ta dejstva držijo, izhaja tudi iz pregleda odplačila dolgoročnih kreditov v dobi 09.015 z dne 5.3.2009, kjer nam je takrat občinska uprava postregla s podatki in tega kredita seveda ni noter. Mi smo ta kredit takrat opazili iz bilance stanja na dan 31.12.08. Tukaj bi jaz imel o tej temi, zdaj bi pa predal besedo gospodu Polnarju. Ja, jaz bi, kar se tiče rebalansa proračuna, dodal po moji sodbi bistveno zadevo. To, da ga sredi novembra sprejemamo, se mi zdi v redu in normalno, to je dokaj običajna stvar. Popolnoma neobičajno pa je, da ga sprejemamo brez kakršnih koli podatkov o stanju izvrševanja proračuna v letu 2009. Mi bi namreč, glede na to, da je samo še en mesec in pol do konca leta, potrebovali za kakršnokoli kvalitetno odločitev, predvsem bilanco stanja, se pravi bilanco prihodkov in odhodkov izvrševanja proračuna v letu 2009, iz katere bi potem lahko razvideli, v kakšni kondiciji so pravzaprav šentjurske javne finance. Tega nam občinska uprava ni predločila. Glede na to, kar se je dogajalo na odboru za proračun in občinsko premoženje, je pričakovati, da tega tudi ne bo storila. Zato je tudi seveda z vidika svetnika kateregakoli nemogoče takšen rebalans proračuna sprejeti. Mi torej potrebujemo predvsem podatke o tem, v kakšnem obsegu so se do sedaj, do 12. novembra letos, realizirali predvideni proračunski prihodki in enako seveda v kakšnem obsegu so se realizirali odhodki. Na podlagi tega bi lahko potem tudi kvalitetno ocenjevali, ali je rebalans sploh smisel. To bi imel, kar se tiče rebalansa. Zdaj pa, kar se tiče komunalnega prispevka. Ja, jaz bi še po rebalansu nekaj dodal. Treba je vedeti, če en podatek. Na dan 30.9.2009 ima občin Šentjur za cirka 3 milijone predobremenitev, tako imenovanih, od tega še več po 600 tisoč evrov ni plačanih računov za preteklo leto, kar je zelo pomemben podatek v tem kontekstu. Na to smo seveda tudi večkrat opozarjali. Zdaj bi na temo rebalansa, kak je veliko več, tukaj skoraj ni za dodati,